Tik preden so začeli snemati, je rekel Anže, da voha moj parfum. Anže, ki sploh ne ve, koliko minut preden pridem k njem, preživim pred špeglom in sprašujem sam sebe, kjer parfum ne idem gor, da ga ne bo užalil. Ja. In ti še ni rata. A tudi s tem ne? Ne, kaj je ta? Kaj imaš zdaj? To je pa Acqua di Parma, kolonija Oud. Oud. Okay. Oud, to je en najdražjih sestavin v parfumih. Oud. Še nisi slišal za Oud. Ne, za Oud. Ja, Oud, to je eno olje, ki iz njega hrasta. Ne vem, no, v glavnem. Wow, je pa odziv, ki ga namenjava vsem vam v zahvalo. Jaz sem to strašil? Ja, zelo sem strašil s tem wow. Ja, pa kaj da ne veš, da ima opazovalnica ta znani medved? Ja, a to je znani medved opazovalnice, ok. Eden izmed njih. Hvala vsem najprej za ta prelesten odziv za zadnjo opazovalnico. Mislim, da je da bo v Smithsonianu končala. Ja, ta danes ne bo tako dobra. Ne bo. Tista prejšnja bo pa po moje ovekovečena v nekem RTV. Mislim, da več se ne da. Več se ne da in zato vsem poslušalcem res iskrena hvala, ker toliko odziva, ki je pa zdaj prišlo, pa ne vem, če so še za katero epizodo dobila. Se strinjam s to izjavo. Mislim, da je bila prejšnja, da je šla direkt iz etra v kult. A že naslov, imamo naslov. Imamo naslov. Ej, daj povej ti admin. Daj. Ta podcast je zastonj. Podpri.si. Hvala. Čeprav ta hvala zdaj ni bil dober. Ta hvala je zdaj tako, kad je že full cache tam noč. Ja, ne, ni ga dost, nikoli ga ni dost. Nikoli ne misli, da je dost cache. Ne, res pa, ne, je pa dejansko se že spet par ljudi odločili, da podpre, no, tako da to pa tudi vedno cenimo. Ne? Res najlepša hvala, to je res. Mislim, to je znak, da delamo dobro in vztrajali bomo, da delamo dobro še naprej. Kaj naj rečem, jesen je prišla. Ja. In zdaj greva midva, ne? In zdaj greva midva z vami sva, Jure Godler bolj znan kot Duke of Salzburg in Anže Tomič znan kot AT, kar je znak za Avstrijo. Mednarodni melting pot, Salzburg, Avstrija. Ja, ok. Zelo strisko to. To so moje zmožnosti impra. Ne, greva na standardno rubriko Jure in Anže bereta ocene v Apple Podcast oziroma v iTunes. To je ta rubrika, ki jo vsi hočejo, ne? To je ta rubrika, ki jo vsi hočejo. A sa zanj imela Godlerjeva višnja oceno? Ne, to pa 100% ne. 100% bi se spomnil. Okay, ja. Mislim, da dveh nisva imela. Ok, gremo kar na branje. Zadnja ocena je bila Godler, why you so good? Ok. Mogel sem ponoviti, ker prej ni še snemal, ko smo to rekli. Yeah. By the way, če kdo ve, naj v chat napiše, kjer oddajo Maljarke Belak na Radiu Slovenija, ker jo ima eno, ampak ne kako se imenuje. Mislim, da je Kepa vas čevelj žuli. Ne, to verjem, da ni, to je na valu. A res? Ja. Joj, fakt, sem koga užalil. Ne, nisi, ampak okay. Glavnem, ocene. Mike 123976. A ne, to so že, prišel zaradi The Office in ostal, a veš, ravno sta pravi motena, neverjetno poslušila. Ok, to sem že prebral, hvala. To ni višnja. Zdaj pa, ok. Subject line, 5 zvezdic. Subject line, okay. Godlerjeva višnja, Rok S, fanta, svaka čas, definitivno moj najljubši podcast, Godler je višnja na vrhu smetane. Godler je višnja na vrhu smetane? To si dobo od Roka. To mi pa še niso rekli. A ne? Sploh tip ne. Ok. A ženske so ti pa že rekli, da si... Marsikjer sadež sem bil... Ne, neumnost, kaj govorim. To. Moram paziti, kaj rečem, ker je live, ne. Ok, nedeljsko dopoldne z Ljeljko Belak. Si videl, da... Na prvem. No, na prvem je to. Hvala, Just in Tamara. To je to. Ok, naslednja ocena. Kaj? Čakaj, 5 zvezdic. Fenica, to sem mi da že bral, jaz ne vem, kje sem bral. Ne, tega sigurno nisi bral. Fenica od starta, best anti-stress app. App, kao, opazovalnice poslušam na poti, ko hodim iz in v službo, odličen, zabaven, norčavo navihan podcast, tandem, ki tudi po najbolj težkih sestankih prinese na smeh in odžene v stres. Hvala obema za vajen trud, vsekakor sem tudi jaz za ogled v živo, seveda pripeljem tudi svojo nono, ampak samo če bo Godler pripravil scenarij. Kukaj pa sta, nona, to je babica po morsko. Ja. Ne pride. Meet and greet. Z nono, obljubo je, če pripeleš babi oziroma nono, meet and greet z Godlerjem. Meet and greet, penina vključena.
Ta film bi rad videl, drugače. Ta film bi pa rad videl. Krist, kar slabo. Ampak te ocene, to je pa, hvala za te ocene. Aj še kajšna? Ja, še. Žiga Š, 5 zvezdic, že spet mislim, da je emoji, ki ga malo meni ne pokaže. Vprašajček. Ja, ne vemo, 5 zvezdic. Pričakoval bi, da bi Godler vozil kakšen britanski avto, kakšnega Landa oziroma Rangera, ne pa CC-ja. Mislim, to je. Ne, zdaj ne vem. Naslednja ocena. Okay. Imamo še eno, ki je pa res že spet ena zelo minimalistična. Mala miš jo je dal /a, ne vemo. Ne? Se pravi, subject line, 5 zvezdic, subject line O, ocena K. Okay. A ja, štekam. Okay. 5 zvezdic, ampak v redu. Minimalistično je in. Zdaj gremo pa na najdaljšo že spet oceno v zadnjem času, moram reči. Dobra, 5 zvezdic, tako da lahko preberem, da naš takoj nervozen. Ne, nisi nikoli nervozen. Jaz nisem nikoli nervozen. Zmerno si nervozen. Vsakič, ko bereva, to si nervozen, ampak v redu. Okay. Če ne vem, pa imaš, kjerga zajca ti tičiš. Se pravi, ime Živenis, to ne vem, kva pomeni. Ta subject line, ta opazovalnica je nekaj najboljšega, kar se je zgodilo. Kar se je zgodilo Sloveniji, vejca nasploh pika. Sam je res. To je res. Se lahko strinjava. To je to. Osamosvojitev. Number 2. To je to. Ja, jutri so dovoljene sanje. Okay. Number 2. Okay, zdaj pa res dolga ocena, da jo preberem. Se pravi, kot precej nova poslušalka podcasta sem obrala obratni vrstni red poslušanja epizod. Kaj to pomeni? Se pravi, od novejših gre na starejše. Good luck with that. Čeprav še nisem poslušala vseh, lahko podprem javno mnenje, da so zadnje res top. Tudi sama glasujem za intimne navade in razvade, vsakič znova, če je treba. Pri epizodah iz 2017 me počasi izgubljata v delih Star Treka, vseeno pa se spogledujem z možnostjo, da si ogledam sezono ali 2, ali če sem čisto iskrena, je Star Trek Discovery že na mojem računalniku. Ja, poglej, sam moraš gledati tudi original series, ne moreš pri Discoveryju začeti. Samo tako bom povedal, spoštovana poslušalka. Hvala, prvo kot prvo. To še ni konc drugačen, povej, pa bomo šli naprej. Intermezzo. Star Trek Discovery je serija, po kateri moraš gledati Star Trek 5, The Final Frontier, da se popraviš okus. Thanks. Godler se je či se obupal na Discoveryju. Res. Okay. Ko sem videl trailer za naslednjo sezono. Ne bom še komentiral, bova pogledala. Še zmeraj nisem prišla do epizode, kjer obelodanita, da ima Godler rad kondome, kot tudi kot tudi ne vem, če sta že izbrala barvo Peugeotu CC. Predstavljam si, da je rdeč s salzburškim grbom na havbi. To je pa najboljši detajl ever. Ob meticulously chosen words, internih forah, Tomičevih značilnih frazah, to je dost res. To so moje, res. Ja, so. To me vesna na vropazi. To je dosti res, ko se v nečem celo strinja z Godlerjem in to je tako slabo, ko gre Godler predaleč, se vsak počuti kot legitimen član vajne družbe. Keep it up, klicaj, postscript, v kratkem mora biti nujno v živo, pridem, postscript, šele zdaj razumem čar old school pisem, temu komentarju res težko dodam še von parfuma, naj povem le to, da je unisex. To je dosti res. To je dosti res. Ja. Hvala lepa za ta komentar. Hvala lepa. Evo, to so bile ocene. Še enkrat, če hočete nama dati oceno, ki jo potem preberemo v etru, da zaenkrat sploh še ne diskriminiramo, vse bereva. Seveda vse. Jo lahko daste, če ste seveda na iOS napravah v Apple Podcasts aplikaciji oziroma v iTunes. In pa kot sem rekel, tega sicer nim ben naredil, še nisem pogledal. Lahko tudi Aparatus obstaja na Facebooku in tam se lahko da oceno. Lahko jo tudi tam napišete, pa jo prebereva, če bo košen tam, da unike nimajo pa to. Anže vse bere. Jaz vse berem. Anže je skozi online. To je to. Zdaj pa bova šla na osrednjo temo, pa na koncu vprašanja. Tako sem si jaz zamislil. Zdaj pa ti povej, če se ti to zdi v redu. Jaz mislim, da je to odlično. Najprej pa povej, kako si. Gledalci pač nikoli ne povejo, kako so. A si v redu? Ker nekdo, ki to posluša, ne ve, da se mi zdaj prvič vidiva od 14 dni nazaj. Razen tisti, ki imajo homoseksualne fantazije in si predstavljajo svoje stvari. Kar je tudi res, ampak to ni javno res. Dej, podkur, vrš še par trsk. Lej, čas je za, v glavnem.
Zdaj pa ti prevzemaš mojo vlogo. Ja, resnici. To je dosti slabo. Ne, to se pravi, zdaj še enkrat poveva, zdaj se tudi zbirava res vprašanja, tako kot teta Justi, sem da boljš. Smo mi dva. Sem da boljš, ne? Ja, to pa naredite na Twitterju, tako da naredite, pošljete lahko meni mail na anzeafnaaparatus.si ali pa na Twitterju s hashtagom opahelp. Teta Justi sploh ni bilo, po mojem kodu. To je res, se to se ve. A to se ve? Različni ljudje pisali, kot jaz vem, se to ve. Se pravi, to je tam nekdo, ki se je zabavil, pa je neki... Ja, ne, po mojem so takrat so imeli še, po mojem so to še res najmal takrat. Mladostniki v puberteti. Kako si ti preživel puberteto? Smooth? Ne. 2 metra vam star, veš, kakšna koordinacija sem jaz. A ja, ti te je metal. To pa ne vem, kaj pomeni. Ja, ker si rasel, si imel krče. A si bil tako, ne, nisem imel krčev. Ne, zih si bil kot Spock v Trojki. Ne. Na Genesis planetu. Ne. Ne, nisem ni bilo čistko. Ne, imel sem sam, pri 12 sem res prehiter zrastel, sem mal šepal. A resno? Ja. Kako si pa to igral košarko? Takrat nisem, takrat sem mogel nehati, tako, ker mi je koste tako hitro zrasla, mišica ni dohtevala. Ja, ti si lahko. Jaz sem v enem poletju zrastel 7 cm. Si bil kot Nosferatu. Mislim, ja, bliz. Samo to je tako, mi kar rastemo, ne pa tako, kot ti. Average height, misliš? Average height. To vsakič to ni res. To je res. Koliko si visok? 178. To je average. Ja, leta 1712 je to poprečje. Ne, oprosti. A veš, koliko poznam ljudi, ki so za glavo nižji od mene? Pa imajo službe. Koliko ima poznaš? Ne, pa ti, ko govoriš to zmike, da sem fucking midget. Ne, nisi pa visok. Nisem visok, sem pa poprečen. Jože Robežnik je nižji kot jaz. Ja, pa zdaj si se pa res. Ja, to si se pa res primerjal. Nižji je. V vsem. Average height, man, world, šel sem samle. No, please, kaj, povej. Human height. Ja, ok, no da je Slovenija. No da je Slovenija, average, pa da vidimo. Slovenija, Ljubljana, 100, čakaj. Koliko? Sam da vidim, stolpec moram pogledati, sekunda. Average male height. Average male. Veš kaj, tako ti mi rekel, prvo sem žensko videl, ne? Prvo sem videl poprečno žensko, ne? In je, zdaj pa tako, deva povedati, koliko je, no? V Sloveniji, to se pravi Wikipedija, okay, iz leta 2011, to pa kakama veze? Vse sen, lej. Poprečna ženska višina v Sloveniji 167,4. Se pravi, 0,6 centimetra do tebe, če sem prav razumel. Ne, si ti rekel, da si? Ne, nisi prav razumel. 78. Okay. Višina moškega? Ja. 180,3. Poprečna. 2 centimetra manj. Se pravi, si pod poprečjem, če prav razumem. Sam da zračunam. Ne. Čak sam mal, tu bo ljudje slišali, kaj ima mehansko tipkovnico, bom šel na kalkulator. Jo, ne. Se pravi, ja, jaz mislim, da 178 je manj kot 180. Ja, kaj pa voda tudi vre pri 102 stopinje Celzija. Ja. In pri 100. Se pravi, poprečno. Nač nisi povedal. Nič nisi. Ne, nič. Drugač pa lej, Joškica, to so res nickname, to veš, da je tip. To veš, da je tip. A ja, ne, si nasedel, ne, takoj si nasedel. Malo se me zracel, priznam. Ja, ok, tip je, 100%. Average height Slovenija 180,3, tako da... 178, to je praktično 80. Ne, mislim, praktično. Če greš kupiti nekaj, pa stane 178. Anže, koliko zdal? Jure, 178 evrov, ali 180. Shut up. Okay. Tako kot prav Maki Slo, Godler ima zihar kakšne kraljeve čevlje z visokim podplatom, da je tistih 180. Ne, ni, to je na tehtnici nak. Na tehtnici, kako pa na tehtnici višino? To pa ne razumem. Kva? Višino mero. Na višino mero, ok. Na metru. Ne, se imaš une, pri doktorjih, veš, so bile une. Doktor Parleg je napisal slovenski Tom Cruise. Ne, me jeba, Tom Cruise nima 170. Ne vem, čak Tom še pa prvo. Tom Cruise nima 170, pa zdaj me pa jebete v glavo vsi. Pa to pa ni res, no. Tom Cruise, leto, Tom Cruise sem začel pisati v Google, prvi suggestion Tom Cruise height. Sem zabaval. No? To je preveč dobro. 1,7 piše. No, 172,1. No, ok, please. Tom Cruise je nižji od mene in od Robežnika. Kar je zelo slabo. Kar je kar slabo, ja. To se strinjam, ja. No, ampak jaz ti pa povem, da si ti pa previsok.
če se smem, Brand, ti si pa previsok. Okay, ti si prenizak, jaz sem pa previsok. Veš, kaj je optimalna višina, ti zdaj povedal? 187 cm. 187. To lahko rečeš, jaz sem pa desc, visok 187, možat to uno. A veš, kar je med 175 pa med 187 je, cool, ti imaš pa cool višino. Ja, cool, ker si kompakten. Pa glih ta razpon je, ker si kompakten. A to pomeni čabi, v resnici? Ne, kompakten si, da si agilen. Ninja. Ja, lahko te v rebra, pa lahko hitro pobegnem, ti me ne moreš. To, kar je nižje, si ridiculous. Okay. Kar je pa višje, si pa prav uno, stari, lurch. Jaz sem lurch. Ja, res, samo imaš srečo, ker imaš ženski glas. Ne, se nimaš ženski glas, ne, ti imaš zelo hraskav. Kaj da grgraš kamenje. Ne, se hit. To je rekel princ Filip Tomu Jonesu, ki so imeli enkrat srečanje po, mislim, da At Her Majesty temne teatru, ne. Pa so imeli sprejem in so se rokovali, pa je rekel you gargle pebbles. Pazi to, ta tip Joškica, ja, je že spet napisal, da Celebrity Square 178, ne? Charlie Sheen. To praktično ista oseba. Točno to. Čez 10 let boš #winning. Praktično ista oseba. Ja. Pa še podatek za Godlerja, Prince Charles ima 178. A ima smisla, da nadaljujemo sploh še to debato ali ne? Thanks. Sam ti meni zgledaš 178 resnic, tako da. Ja, ampak to je fakt. Evo, enega si že ožalil. Legit 2. Do zdaj sem imel Godler, zdaj pa rekel, da sem ridiculous. Da je... Ne. Koliko je visok? Ne vem, bo napišel. Ne napiše, koliko... Ne, nisem rekel ridiculous. Ridiculous so oni mali, ki so... Ne, se niso ridiculous, pač vsak ima svojo pravico. Ampak, ne, samo malo. Slabo. Samo malo, da nekaj razčistimo. Ja. A veš, ok, invalidi. Zakaj ima veze to s čim koli? Ja, če si mehen, si invalid. Če si smešno mehen. Ne, če si picajzel, no. Picajzel. Ja, picajzel, res. Sorry. Nisem hotel reči. Ne picajzel, če si pritlikavec. Ja, ok. Če si palček, ne. Ti... Ne, a to tudi ne gre skozi. Ne vem. Ja. Ne, da nam preveč, da je pa res koga užalil. Hočem reči, če si ti... Evo, ena je napisala, da je 178, pa je punca. Zvita. Se sem tudi... Ja. Fajn. No, kakorkoli že, če si ti palček, si ti klasificiran kot invalid. Kaj je kolega od Rikija, ki je imel dajo Life to Short? Kaj že... Ti si. Moj bog, ta, ki je igral v Star Wars filmu, ki ni Star Wars film. Ki je bil, moj bog. Ne, kako je njemu ime? No, kakorkoli že. Tale človek ima v pasušu štempel, invalid? A res, to pa nisem. To ti jaz povem. Warwick Davis. Hvala, Sergio. Ne, Warwick Davis. No, to je to. In zdaj... Ja. No, zled se ven, no, daj čakam. Ljudje so ti, pazi, kaj so ti napisali, samo da vidiš kaj. Podpora bo padla, quit while you're ahead, Godler sinking, mislim, da je mišljen, tako da ja, pa Joškica, še Joškico si zgubil, ta star. Ok, predliko si so Godlerju smešni, vprašaj klicaj. Ne, jaz sem hotel reči, zdaj pa eno resnično zgodbo povedal. Ja, povej. Povezano z invalidi. Ja. Če se ti pohecaš, če rečeš, lega unga tamalga, to ni, ti lahko gledaš to izjavo kot odrasel človek, lahko pa gledaš kot osnovnošolec. In osnovnošolec to gleda kot na želitev, lej smeji se mu, kaj je smešen. Ja. Odrasel človek pa pač, life je life, pizda, smešen si, štekaš. Ja, razumem. In enkrat smo imeli nek nastop in so bili invalidi, z invalidi, na vozičkih. Ja. In so neki joki padali na njih, sem rekel, sem se ožalil, smešno mi je bilo, ne vem, a sem šel preveč, so rekli, Jure, please, da ne bi slučajen, noben se ne dela norce z nas, počutimo se zapostavljene, hvala ti, in so mi roko dali. Okay. Tako da, please, noben, tudi, ki se norčuje tako na ta način iz nekoga, ni to mišljen slabo, noga ti manjka, uno moraš, brivski aparat moraš držati na vrat, da lahko govoriš.
Kam si Če ni- zdaj? Okay, jaz ne vem, kaj Če se nimaš dogaja. glasilk. Ampak ja, okay, fair point. Je res, To, je res veš. da, ja, to je res. Life's too short, people. Ja. Relax. Ja. In mislim, da si se ven skopal. No, evo. To ni, humor je humor. Je smešno? Je, ni smešno, shut up. Razumeš? Ja. To so te V glavnem ti si visok, to si hotel povedati. Ne, Sem jaz tem. sem poprečno visok. Nisi, podpoprečno visok si. 2 centimetra, ne moreš reči. Se sem ti rekel, koliko zdal za uno? 180 evrov. Thanks. Preveč dar. Že spet komentarji režujejo, čist zaplaval, 3 pikce. Nisem jaz sem point povedal. Frank Drebin je napisal potonu. Ne. Tako da ja. No. Zdaj ne vem, kaj so hotela delati. Jaz imamo osrednjo temo, a že spet bluziva. To je, čakaj. Osrednjo temo. Okay. Pač invalide smo Midva, mogli. za ljudi, ki to ne vejo, mi da dejansko si piševa teme, kaj bi se lahko pogovarjala. Yep. Ne vem že spet, kaj je bilo tole zdaj. Ampak malo pa potem je bil klene, nekaj je bilo napisano, kar mene kar zanima v resnici. Zdaj ti tega sploh še spomniš, kaj pomeni ta zapis, ker oba dva piševa v en dokument. Yes. V četrtek sem vodil folklorno prireditev v Kranju. To je pa zelo stara zgodba in vse smo že v tem povedali. Ja, sem že povedal. Ja. Jaz nisem razumel, kaj to pomeni. Okay, brišem, Briši to. Vse sploh sem gledal, sem rekel, kaj pa to dela še v neobdelanem. Okay. Dežnik. Jure ima nov dežnik. Yep. Pa smo prišli do tega, kar so vsi čakali, se mi zdi. Fulton. Že ga googlam, čakaj, kaj moram googlati? Fulton. To je zdaj tako. Fulton. Tako kot Kent je to, je to firma družinska, ki proizvaja dežnike za vse tiste, ki jih jezi, ko zunaj dežuje. Lahko je tudi proti soncu, ne? Lahko je tudi senčnik, ampak ne vem, koliko je še to v modi, glede na modo, ki jo spremljam na ulicah vsak dan. Tako da pustimo senčnike zaenkrat in se skoncentriramo na dežnike. A spet nekdo duhovit. Dobar komentar je sam. Frank Drebin bi so sam ceno povezal. Ne? Niso dragi. Niso dragi. Oh. 50 euro, thanks. 50, to je drago, to star. Za dežnik. Ok, zdaj ti pa povem še za en dežnik. Ok. Je pa mal dražji. Je pa A ga tudi 800. imaš? Je pa 800. A tega nimaš? Ne, ampak ga Še? bom nabavil. Kaj boš nabavil dežnik za 800 evrov? Ja, ki je narejen po meri. Naredijo tega, kako ga naročiš. Za podpoprečno visoke moške, razumem. Po meri. Lahko je tudi canopy iz slive, iz svile. Svile, ok. Sam je 300 funtov dražji. Tako je prije čez Jurja. Ampak ta marela ima kaj? Če ročaj spukneš ven. Spukneš. Kaj to pomeni? Izpuleš ven. Prost, zanesli me je Ja. na rečno. Če ročaj spuleš ven, je noter zamašek, odviješ zamašek in imaš lahko noter viski in piješ na poti. Če ti kdo reče najeda, pa rečeš, I need a drink, gostilna je predaleč, Ja, krčma, krčma. pub. To preveč se družba. Preveč se družba. In ti nagneš ti smarelo, je res, da te ljudi čudno gledajo. Čakaj, ne, nagneš samo ročaj. Ali nagneš Nagneš celo marelo, zaradi tega, ker ta flaška je skrita v ta dolgem delu, ne v ročaju. Aha, ne v ročaju, ok. To je pa weird, ali je to weird, ali ne bi bilo bolj logično, da je v ročaju? Ja, Če je tako flask, ali ne bi bilo bolj logično, da je... to je v bistvu res, ampak to je, ne vem, tako da nosiš, link bomo napisali spodaj, kjer sem pozabil ime mi je ušlo iz glave. Žal. Je pa to ena najbolj prestižnih britanskih, tudi na Savile Row delu, mislim, da firm. Fulton so pa take za vsakdanje ljudi, za uporabnike. No, se je tudi tista za vsakdanje ljudi. Jurija, dej, pa boš imel tisto marelo, ne? Pa boš še pil zraven, se boš okrepčal. Limun. Limun? Ne vem, kdo je limun. To je pa smešno. Okay. To mi je pa všeč. Limun je vprašal, pa tako lipa M je z veliko za to. Čing čong. Limun je vprašal, če ima dežnik Royal Warrant in ta maja. Ta maja. Fulton dejansko. By appointment of Her Majesty Queen Elizabeth II. Ti se pa imenuje Sweeney and Brigg, mislim, da. Sweeney and Brigg. Mislim, da se tako imenuje. Tam jih je ogromno, jih imajo tudi sprehajalnih palc, tudi palc za ljudi, ki so pohodniki. Ne pohodniki za tisti kako sem napisal, SVEE. Ja. Pa ne najde. Ne, Sweeney Umbrella bom napisal. BRIGG. Oliver Sweeney. Ja, pa BRIGG. Ja, ne, Brigg. Brigg, ja. No, evo. No, to je to. Ja. Brigg.
tiste palce, a ti zdaj hodil s tistimi palcami, tisti je tok bedasto. S katerimi palci? Zakaj imajo ljudje tiste palce? Zakaj ne morejo hoditi? Ne morejo hoditi. Ja. Ja, pa ne ležijo doma. Zakaj? A ti spomagati? Tiste smučarske palce. 770 funtov. Ja, no. Malaka flask. Malaka flask, to je to. No, to je pač. To je, Kolana, to je to prežno. to je za ljudi, ki vedo, kaj bi radi. Okay? Lamborghini je tudi 300,000. Rolls-Royce je tudi $500,000 Phantom. Ja, ampak za ljudi. To je pa dežnik. Kot je en napisal v četu, da mu bom dal props, ki je res v redu. Kaj je napisal? Ali pa kupaš ga v Tediju za €1,50. Tommy Wiseau je to napisal. Ja, s česa? S plastike, thanks. S polimera. Z nafte. Z derivata. Ja, ne iz svile. Ne iz svile, pa ne iz lesa, ki ga je nekdo narezal. Ki ni narezal en robot, ki ga izklopijo po noč v Šangaju, v provinci Šangajski. Šejong. Shenzhen je. Shenzhen je. Ne, se ne vem, svoj. Je, Shenzhen je, drugače. Vse dela je Shenzhen. No, to je sem zaradi telefona, zdaj vam. Ugibil sem. Se nisi uganil, jaz sem ti mogel povedati. No, dobro. Tako rekel, da jaz sem imel prav. Ne, kul je, zelo slabo. Ja, mal je slabo, no. Ampak to je res, to je preveč drago, no. Ja, ni, pa pač to daš enkrat, pa imaš za cel live. A misliš, da to marelo boš vrgel pa enem letu stran? Ne, pa misliš, da ne moreš uničiti marele. Misliš, da ne moreš uničiti marele. Kaj pa ti delaš z marelo? Kaj delaš z marelo? Marele ne smeš posoditi. Marele pa ženske se ne posoja. Ne, to je star rek. Kva? To je star rek slovenski. A res? A pozna kdo ta rek? No, please, dajte me podpreti, pizda. Danes me noben ne podpira. Danes sem on my own. Ja, si, ja. Ne. Si prej zabredel. Ne, nisem zabredel. Vsi smo se odrekli. Ne, ni res to. Ne, zdaj vam. A je, ženske pa marele se ne posoja. No. Okay. To je rek. Legit 2, nordijska hoja je posebna oblika hoje, ki je zadnje leta zelo popularna. Gre za hojo s pomočjo posebnih palc, ki so podobne palcem za nordijsko smučanje, le da so prilagojene za različne površine. To vrstna vadba predstavlja vadbo celotnega telesa, saj jih gibanju poleg nog pripomorejo tudi roke in ramenski obroč. Aha, to je za invalide. Ja. Okay. Napisala je še Tamara, jaz sem se v osnovni šoli vedno tepla z marelami. To je weird, to je kar weird stavek. Ne, to je škoda, sploh če imaš brig marelo. Pravijo ljudje, da ja, marel se ne posoja, no. Avta in žene se ne posoja, marel tudi ne, pa žene, pisala in marele očitno tudi. Da, ja. No, to lahko razširimo potem na druge sfere, tudi kaj vse se ne posoja. Flora Fauna te je pa povabila na kras, da boš testiral marelo na burji. Ne, za 800 € ne zdrži, stari, si nor. A veš, kakšen skelet ima ta marela? Poglej na YouTube video, kako gospod to kujejo, ta skelet, kujejo ga. Ja, ampak še njen platno ni. Aha, pa še tako, jaz sem slišal, Saša, da za avta in žene se ne posoja. No, a ja, ne. Frank je mi napisal, marelo pozabiš na vsakem žuru in ti ni žal. To je pa, s tem se strinjam, za tega bi se jaz sekiral. In potem že spet Tamara z eno pokvarjeno, marele krožijo. To je kot pregovor, bolj z marelo kurbi, kot z biciklom v avto. Kva? Ki imaš ti vse, ti po mojem zavaš ne 4 pregovore? Ne, boljš. Ne 4 pogovore zavaš in to je to. Bolj z marelo kurbi, kot z Mercedesom v avto. Ne, kakšen z Mercedesom v avto? Kaj je novi pregovor? Bolj. Ne, ni z marelo to. Bolj z biciklom kurbi, kot z avtom v službo. Kot z Mercedesom v službo. Okay. To je ta pregovor. Sploh ni marela v igri. Ne, mislil sem, da je marela zmotil. Pa špicikl, ne. Kar slabo. Če imaš špicikl, imaš marelo. V resnici kar slabo. Mislim, ja, vsi zdaj to pišejo, da kolesa kurbe Mercedes šiht. Okay. Jaz ne vem, kaj se dogaja. No, to je... v glavnem. Okay. Ja, mi smo imeli vse temo pripravljeno, tlele traktat o marelah, ne pa zabredemo v invalide. Okay, zdaj pa premjerno, ljudje božji. Premjerno. Yep. #OpaHelp. Okay? #OpaHelp. Okay. Je nekaj, kar lahko daste na Twitter in so to vprašanja. Jaz bom zdaj zbral par vprašanj. Pa dajmo kar, veš kako, lahko grevo tako na speedy. Ne, jaz jih bom zbral, zato, ker sem si jih par označil, tako da to je to. Ok, a si? Prav. Domen sprašuje, Godler, kako je s testisom? Bolje? Bolje, čeprav na vsake 14 dni me spet križ začne boleti in desen testis.
Okay. Ampak gre pa, načeloma gre na bolj. Ja, zdaj laufam tudi normalno naprej 10 km in me naš ne boli več. To smo hoteli slišati. Yeah. To smo hoteli slišati. Yeah. Okay, pa imamo en, ki mi je res bil všeč. Gregor sprašuje, ali je Godler navdušen ob današnji novici, da je Megan noseča s Harryjem? How about no? Next. To je krat na gumbe pritiskal včasih, veš. Oh, God. Ok, Anže, ne jaz, sprašuje. Godler, francoska solata ali krompirjeva solata za branč? Za branč? Ja. To je vse tako masno, meni je to preveč kalorično. Ja. Jaz za branč, če že kedgerij. Mislim, kaj je to? Boš dal v notes? In kaj boš dal v notes, boš še sam kliknil gor, da boš videl, kaj to je. Kedgerij. Kedgerij. Fish recipes is a lovely dish from colonial India, the smoky haddock, spicy rice and boiled eggs. Okay. Zame je bilo vprašanje, Rookie of the Year pa MVP prediction za NBA. Kaj pa to? Hoče to za tebe vedeti? Kdo bo Rookie of the Year in pa kdo bo MVP v NBA-ju? Veš, kako ti bom povedal? Jaz mislim, da po vseh teh letih bi bil pa že lahko John. John. Ja, ta vele znani NBA. John. Jaz sploh ne vem, kaj to vprašanje pomeni. Vse mene sprašujem, ampak da je to tvoj. Ja, pa ne povej. Okay, Antetokounmpo, MVP, Rookie of the Year, Doncic. To je pa mal bilo zdaj racist. Ne. A si rekel Mabundo na gumbe? Ne. Okay, Giannis Antetokounmpo. Narobe sem slišal. Okay. Pa mogoče najboljše vprašanje, ki so ga do zdaj dobila. V bistvu oba dva sprašuje, čeprav mogoče jaz imam odgovor na to vprašanje. Kako dišati pod 20 €? Tako, da se napipsaš z Green Irish Tweet, uležeš na tla, pa daš na čelo 20 €. Pač dišiš pod 20 €. To je najslabša šala. 53 epizod, dno, dosegel si dno. Sorry, jaz sem pa to, in jaz sem jazzy. Zdaj bom pa res odgovoril na to vprašanje. Povej. Najprej vprašanje, je to punca, a je to zanimivo. Ja, ne, to je pomembno. Ja, vidimo, sklepam, da tip. Ja, vidim račun, tip je. Aha, tip. Zdaj tako, se pravi, on išče parfum, ki je pod 20 in diši. Ja. To je 4711, znana kolonska stara, ki je dobila stigmo, da diši po starih mamah, po babicah. Jaz se s tem ne strinjam. 4711. Okay. Ta kolonska voda, ki je dobila stigmo, da diši po babicah, jaz se s tem ne strinjam. 4711. Tako. Aha, okay. Jaz se s tem ne strinjam, ker vem, kako babice dišijo in tako ne. Zelo. Ne, sorry. Ja. Mislim, da meet and greet nekaj drugega za Godlerja pomeni. Ne, no. Okay. Jaz bi šel na to, imajo pa tudi mnogo novih dišav in so pod 20 € in so tudi za moške in so bolj updatene, če človek ni fan tega. Je pa še ena dišava, ki zelo poudari moškost, imenuje se pa Irish Mousse. Irish Mousse. To je aftershave, drugače. Okay. Ampak to je pod 20, to je za mladeniča, ki to sprašuje po moje, če bo to po vohu, bo rekel, to je pa, ja, to je pa moški, ali pa brut je tudi pocena, ni pa diši. A tebi ne diši brut? Kaj je to? Brut, tudi ne veš, kaj je brut. Kako se vam napiše? Napiše se, čakaj da pomislim, B-R-U, ja, pa T. Pa T, brut parfum. Aftershave, ali pa kolonska. Prestižni kolon, prvič vidim. Resno? Ja, prvič vidim. To je najbolj klasičen aftershave moški vseh časov, brut. To so nosili 60, 70, 50, 80, 40, 30. To Faberže, jaz ne vem. Zdaj si malo žaljen, da razočaran. To sem pa malo šokiran, da ne veš, kaj je brut. Ne vem, kaj je brut. A folk v komentarjih komentirajo, da vejo, kaj je brut in se zgražajo nad tem, da ti ne veš, kaj to je? Ne? Od Tamare Babi je uporabljala 4711, prisežem. No, evo, to je univerzalna, ampak v neki fazi so na Slovenskem začele to 20, 30, 40, 50 let nazaj kupovati babice. Zdaj pa ne vem, zakaj.
Zdaj je bil klasično, ne? To je tako, kot ima veš teli, ki so imeli Old Spice, veš, ki so imeli isti problem. Old Spice, Jesus, groza. By the way, če še smem eno trivijo povedati. Brud smrdi, jih ima moj fotor že 50 let, če kdo želi. No, evo. 4711, drugač diši zelo podobno kot Neroli Portofino, kjer so osnovne note Neroli, ampak Neroli Portofino ima noter še white floral note, da čim tale ima pa tist okruten citrus. In se pravi, te, ki si zdaj nastel, to je vse po 20 evrov? To je vse po 20 evrov, seveda. Vprašam. To so Vprašam. Cenene, poceni zadeve, klasične, ampak ki so dobile te stigme, ki jih v velik primerih, ki si jih ne zaslužijo. Ne. Ja. Prometno obvestilo, ne vem zakaj. A ne bi bilo smešno, če bi imela še Kismarajev? Ne bilo. V glavnem, pa imamo pa še moška spalna srajca. To je pa zdaj ta trenutek Tamara in pa dr. Prlek sprašujeta. Ja, jaz imam spalno srajco. Od Derek Rose. Od NBA ali kaj? Derek Rose. Ne. Je bil MVP včasih. Ne. Zdaj za Minnesota igra. No, ne. To je Derek Rose Nightwear, ki pa nima Royal Warranta, ampak je pa British. To je Rose. Ja, jaz imam, ampak spalno Nightshirts. Kjer pa imaš? Modro, svetlo modro z črtami, tako dol belimi. In to bi priporočal ljudem. Jaz to priporočam, ampak v temu ti spiš. Yes, ampak to je za poletne mesece. A še nisi, nimam tiste čepice, pa nimam tistega svečnika, no, tistega držala za svečo, pa ne bom prišel vrata odpreti k skruni z... Kaj imaš pa spodi? Nič, samo to daš gor. Ne, to dvigneš, to je praktično. A veš, kako enostavno lulaš v tem? To ni v redu. To dvigne. To ni v redu. Je praktično, je za veliko. Ne vem, kaj sem mislil, da bom, ampak to ni ok. Ja, pa kaj bi pa ti imel spodi žurko pod tem, pa opravo za spelunkanje? To zgleda pa res neki, ki babice nosijo. Če daš čez tole še en firtak, se temu reče po domače. To je za spat, kakšen firtak? Ja, a je za spat, ok. Ja, to je nightshirt, a še ni slišal za fenomen nightshirta? Ne, slišal sem za fenomen nightshirta, ampak tole je kar slabo. Ja, mislim pa, jaz se počutim iz A Christmas Carol Dickinsona. Kaj da sem jaz čuden? Sergio je tudi napisal, to je dosti slabo. Ja, v čem pa ljudje spijo? V čem pa vi spite? V čem pa vi spite? Mislim, jaz spim v boksarcah po majci. Ja. Polet brez majce. K vsakem sitcomu ameriškem. Next. Zakaj? Jaz ne vem, kako lahko v boksarcah spi. To je pa res unbecoming, no. Ja. Po kaki majci? T-shirt. Ja, dober t-shirt, stari. Tako uhojen dober t-shirt, stari. To je najboljš, o čemer lahko spiš. Bombaža. Ja. Okay. Ja. Pa taka res znošena že, razumeš? Da je na komod, prilagojena telesu se temu reče. Tako lepo, kot v tem, ne spiš. A viš, kako lepo to boža kožo. Od gor do dol, pa se nagne, pa se... Ampak pravim... Pa se nagne. Ti nisi normalen. No, pustimo, noben se ne nagne. Nič se ne nagne, noben. Hočem reči, to je bolj za poletne mesece. V teh mesecih pa spim seveda v pižami, ne? Ki je tudi Derek Rose. Royal Air Force imam, tist vzorec, ki je temno modr pa temno rdeč. Ja. Izmenjaje. Res ne moram nekaj to gledati. Jaz res priporočam to za spanje, ker je v komod, ker te nikjer ne veže. Ti imaš boksarce, gor je elastika. Elastika je gor. Sam zdaj ti govoriš, kada je, razumeš, kada je cirkulacije ni, mislim, what? Ja. So boksarci, so gate, stari. Ja, elastika, ker v tem te pa nič ne veže. Ti tudi dihaš, koža diha, telo diha, eno si z nočjo. Štikaš, kaj Ne štekam. Tako da... Ja, danes je pa res slabo. Ne vem. Danes je pa slabo. Ja. To se pa res... Vsi sem vedela, da nam kako kazanje narediti. Ja. Ampak povšeč mi je tvoje opitje, v čem pa vi spite. Vi. Mogoče pa to za naslov. Ja, sej, mislim, da bo, ja.
Ampak kar repsko. Tako da ja, še enkrat, to je ta nova rubrika, ki je bila premierna, hashtag opahelp na Twitterju. Yep. Lahko tudi meni pošljete mail. Lahko prijete, kaj že tu domov. Ja, pa mi daste liste roke. Ja, tako da noro. No. Je pa doma napisal, samo se ti namota okoli tebe. Kdo se namota, se kaj namota? Ne, moraš kupiti pravo veličino. Jaz sem se enkrat zareval, sem kupil large, pa ni, pa sem vzamejo returns, ni problema. Ja. Ampak to je tako, primerno se obrne s teboj. Ja, ne zleze gor srečka, to tudi ljudje sprašujejo. Ja, odvisno, kaj delaš posl. Ne, se pa resno. Ja, okay. Ne, valjda, da ne zleze gor. Zdaj ne vem, kakšne posle imajo, pa kako so vajeni spat. Ne si vklopijo tisto aplikacijo, ki je za smartphone, ki si jo daš na pošter, ki kaže graf, kakšna je tvoja noč, koliko se obračaš. To imam jaz za pestanca, zato vam to. A to ti tudi pove? Ja. Koliko se obračaš, koliko... Rahu spanec, trden spanec. Koliko si nemiren, koliko imaš tremor, delirium tremens. Ne vem, kaj to pomeni. Ne, to sem si izmislil. Ne, nisem si izmislil, to je nek tremens, to vem, da je. Ja, tako da, ok. No, ja, ne moram redo o tem uspeti. Jaz res to priporočam. No. Se bom fotkal v tem, prav? Ok. Za me ali za ljudi? Za ljudi. Za ljudi, to da je na Insta, ki boš napovedal opazovalnica. To bom naredil. Kar slabo. Jutr me vidite v tem, jaz ne vem, je to res tako ridiculous. Malo je ridiculous. Je to res ridiculous? Ne vem, jaz mislim, da je eno. Ja, pa se ne greš v tem v cirkusa žurat. Ja. Kot greš v boksarca. Delirium tremens, dr. Prlek prav pijanski delirij s tresenjem. No, evo. Zakaj ti to veš? Ja, ker to imaš tudi v spanju, se treseš tam. Piješ. Kaj piješ, kaj spijan. Ok. Alkohol. Reda je, mislim, da lahko z delirium tremensom don zaključimo. Povej, jaz ne vem, povej admin. Kako je ta podcast super zaston. Ja. Na podpri.si. Ja. In kako sva hvaležna? Ja. Narejen. Hvala vsem, ki ste poslušali. To je več ali manj to. Jaz bom rekel adijo. Jaz bom šel narediti diskreten suicid. Vi pa kakor veste. Čau. Ajde.